Draga moja družba in lep dober dan. Sicer je moj še dopustniški in bo tako še do 26.8., ampak kljub vsemu sem rekla, da se vam malo javim z videom. In sicer vam bi želela povedati, v bistvu zdaj na dopustu seveda veliko razmišljam o tem, kaj si želim, da bi povedala vam, da vam izboljšam kvaliteto življenja in vas pripeljem do čim večjega miru. In zato bom zdaj najprej povedala afirmacijo, ki sem si jo seveda pripravila. Izbiram odzive, ki mi prinašajo mir, saj s tem negujem svojo srečo in gradim harmonične odnose z drugimi. Ja, v bistvu odzivi, ki jih imamo do drugih in odzivi, ki jih imamo do sebe ali pa reakcije, so tisti, s katerimi si lahko prinesemo največ miru. Mogoče o odzivih vsi skupaj povemo malo premalo, se pravi osebe, ki širimo kolektivno zavest in želimo pomagati ljudem do boljšega življenja. In vendar, ja, odzivi so tisti, s katerimi lahko prinašamo mir v svojo dušo in gradimo bolj harmonične odnose. V vsakdanjem življenju se pogosto srečujemo z različnimi situacijami, ki nas lahko vznemirijo. Lahko vznemirijo nas, lahko vznemirijo druge z našo reakcijo, ki smo jo imeli, in zato je zelo pomembno, ne da postanemo robot in ne da bi morali tiščati svoja čustva v sebi, ne bi smeli biti nikoli jezni, razočarani in tako dalje. To sploh ne, ker kdor to govori, ne govori pravilno, ker zato so čustva, občutki, da z njimi lahko izražamo sebe. Zelo pomembno pa je, kako in na kakšen način jih znamo obvladovati. In ti naši občutki in ta naša čustva povzročijo odzive, reakcije, katere pa lahko mi malce nadzorujemo. In sicer je zelo pomembno, da preden se odzovemo na karkoli, da nas je nekdo, naprimer, razjezal nam nekaj tumbo brez veze, globoko vdihnemo in se pomirimo, ter si damo čas za premislek. Napravite en daljši premor in še šele po premisleku odzovite. To vam bo omogočilo, da se izognete tistim impulzivnim reakcijam, ki bi jih lahko kasneje obžalovali. Ker če je vaša reakcija takšna ali pa odziv, da jo kasneje obžalujete, pomeni, da ste vi samo sebe vznemirili in še druge, zakaj bi to počeli sebi in pa naprimer tudi drugim. Zato je zelo pomembno, da premislimo, če je sploh potreben naš odziv, ali je sploh pomembno karkoli reči in odreagirati, in to velja v komunikaciji do drugih. In zelo pomembno je, da se zavedamo komunikacije s samim seboj. Namreč, če se mi na določene stvari, ki nas izzivajo, bomo temu rekli, imamo težave, zmeraj odzovemo s strahom, z žalostjo, z razočaranostjo in z ostalimi čustvi, ki so nizko na čustveni lestvici, potem bodo vsa ta čustva prevladovala. Kajti zelo pomembno je, da so naši občutki vsaj 51% na visokih ravneh te čustvene lestvice in da so tisti nižji, preko dneva mislim, in da so tisti nižji preko dneva pod 50%. Seveda je pa boljše te procente v plus dvigovati, v minus zniževati. In kaj narediti? Tako kot sem rekla, pred odzivi, tudi tistimi izzivi, ki jih imamo mi, kako bom plačala to položnico, kaj se bo mi pa zdaj zgodilo, če ne naredim tega pa tega, kaj si bojo pa drugi mislili, ali pa kaj, mislim, to so take nebuloze, ki jih sploh ne potrebujemo,
In takrat, ko imamo težavo, ko ne vemo kako naprej, naprimer s financami, da nas malo vse skupaj stisne, da nas malo vse skupaj zablokira, je treba vzeti premor. Ne sami sebe, na sebe pritiskati s strahom, ne sami na sebe pritiskati z vrednostjo, s pomanjkanjem lastne vrednosti do sebe, ne sami na sebe pritiskati z tem, da nismo sposobni. To sem dala zdaj primer financ, je pa lahko kakršnakoli druga situacija, lahko je tudi pri vzgoju otrok, joj, sem pa bila preveč jezna, sem bila prestroga in tako dalje. Mislim, da se sprašujemo o tem, kako nastopiti do svojih otrok, to je pač večno učenje. Večno učenje, lahko smo še ne vem kako dobri starši, pač to je zdaj zopet en primer, pa še zmeraj napravimo napako. Zato je zmeraj potrebno pred našimi odzivi, preden bomo mi se skričali na otroka, kaj si pa ti to polil, Jezus Kristus in tako dalje. Vdihnimo, napravimo premor, ker skozi nekaj minut vsa ta jeza počasi malo mine in bomo imeli dosti primernejšo reakcijo do otroka. Isto je pa tudi seveda do vseh ostalih, ki so v našem krogu in so deležni naših reakcij in odzivov. Zato bi še enkrat o teh odzivih bom veliko še pripovedovala, ker se mi zdi, da se vse skupaj premalo govori, ker naša kvaliteta življenja, naš duhovni mir, naš mir v srcu in duši je zelo, zelo odvisen od naših odzivov in reakcij. In o tem bi res govorila več in več in več. Seveda je pomembna ljubezen do sebe in vse ostalo, ampak odzivi ti prinesejo veliko nemira v našo dušo in zato je odziv do sebe in do drugih zelo pomemben. In še enkrat ta afirmacija, ki sem jo povedala na začetku, je ta. Izbiram odzive, ki mi prinašajo mir, saj s tem negujem svojo srečo in gradim harmonične odnose z drugimi. Vesela bom, če to afirmacijo v komentarju ponovite za mano ali pa napišete svoje mnenje o tem, kako se pa vi odzivate, kaj napravite, kako se pomirite in tako dalje. Lepo se imejte, pa pa!